tako lepo, da ste se vzeli čas in prišli na travelski duhovni večer. Ne vem, ali je tema vas povlekla, ali ker smo tako dobro oglaševali, ali današnja gosta, ki vaju še posebej pozdravljam, dr. Štrbenc, dr. Jeziršek. Hvala, da ste se odzvala našemu povabilu. Dr. Primož Štrbenc je diplomiral in magistriral iz politologije mednarodnih odnosov ter doktoriral iz sociologije religij. Trenutno je docent na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. V zadnjem času se ukvarja predvsem z islamom, zgodovino in sodobnimi problemi muslimanskega sveta, odnosi med Zahodom in muslimanskim svetom, izraelsko-palestinskim konfliktom ter geostrateškimi in varnostnimi vprašanji v Evraziji in Afriki. In dr. Blaž Jeziršek, doma iz Škofje Loke, je duhovnik ljubljanske nadškofije, trenutno službuje kot župnik v Pirničah, torej naši dekani, nekdanji tajnik upokojena ljubljanska nadškofa, kardinala Franca Rodeta, izvede doktorsko delo Zadržek, različne vire pri sklepanju zakona med katolično in muslimansko stranjo in pa uspešno zagovarja leta 2007. Paul Niter, to je profesor teologije in svetovnih religij in kulture in v uvodu v svojo knjigo Introducing Theologies of Religions piše, da verni ljudje morajo biti verni medversko. Hoditi svojo pot vere zahteva hoditi skupaj z drugimi, ki hodijo po različnih poteh. In pravi tudi, da vere sveta morajo priti skupaj ne zato, da bi oblikovali novo eno vero, ampak da bi oblikovali dialoško skupnost skupnosti. Namen tega večera, duhovnega večera, je spoznavati drugačnost, spoznavati drugega. In zanimivo, da Habermas, nemški filozof, je v svoji knjigi Teorija komunikacijskega delovanja govoril o tako imenovani praksi komuniciranja. Spoznamo resnico, moramo biti vključeni v prakso komuniciranja z drugimi. To pomeni govoriti in poslušati ljudi, ki so bistveno drugačni od nas. Če govorimo samo z ljudmi, ki so nam podobni in izključujemo druge, predvsem tiste, s katerimi nočemo govoriti, potem izgubljamo priložnost, da se naučimo nekaj, kar še nismo odkrili. Obiskovalci, mene zanima, kdo od vas, če lahko dvignete roko, kdo od vas je že imel v roki Koran? Dobro, najlepša hvala. Kdo od teh, ki ste že imeli v rokah Koran, je že kaj prebral iz Korana? Dobro, hvala. Zdaj pa še tretje vprašanje. Zanima, kdo od vas je že vstopil v mošejo? Dobro. Torej vidimo malo, kakšne poslušalce imamo pred seboj. Mogoče kar prvo vprašanje. Gremo v dr. Štrbenc, ste tudi politolog. In me zanima, če se vrnemo zdaj v 6. stoletje, kakšna je bila situacija, kakšna je bila, lahko bi rekli, verska in politična situacija v tem delu sveta, kjer je bil rojen Mohamed. Torej, na to vprašanje v 6. stoletju, gledano širše geostrateško, je obstajala tenzija oziroma nenehni spopadi med Bizancem na eni strani in pa sasanitskim perzijskim imperijem na drugi strani. Torej, oba imperija sta hotela si podrediti tudi večji del arabskega polotoka in sta se skratka ves čas bojevala, medtem ko na samem arabskem polotoku so pa v času, ko se je dobil prerok Mohamed, so že obstajale precej močne krščanske in judovske skupnosti, predvsem na robovih arabskega polotoka, medtem ko na samem območju današnjega Hedžasa, torej zahodnega dela Saudske Arabije, tam kjer sta mesti Meka in pa Tajf, je bil pa še močan animizem. Se pravi, neka religija, ki temelji na pridajanju božanskih lastnosti predmetom, naravnim pojavom in tako naprej. Tako da prerok Mohamed se je rodil v Meki, ki je bila animistična. In sicer je tedaj v Meki vladal torej pleme Kurejšitov je bilo vladajoče, razdeljeno na različne klane. Mohamed je pripadal klanu Hašim,
Torej, tisto, kar je treba po mojem mnenju takoj povedati, je to, da od samega začetka Prerok ni imel najbolj srečnega življenja. Še preden se je sploh rodil, mu je umrl torej oče Abdullah, ko je bil star 6 let, mu je umrla mama Amina. In to po mojem so pomembne informacije, kaj že zelo zgodaj je izkusil, kaj pomeni biti sirota, kaj pomeni biti marginaliziran v družbi, kaj pomeni se počutiti nemočen. Najprej zanj skrbel ded Abdul-Mutalib 2 leti do 578, potem pa njegov stric, torej Abu Talib. To, da je Prerok se torej spoznal že zgodaj, kaj pomeni biti sirota, je po mojem mnenju pomembno vplivalo potem tudi na zelo, zelo socialno močno dimenzijo islama. Čeprav je Prerok, torej muslimani verjamejo, da je Prerok Muhammad zgolj prejemal razodetje od Boga in jih memoriral, oziroma so jih zapisali pozneje v Koran, pa vendarle je drugi pomemben ver islamskega prava seveda sunna, to je normativna prerokova praksa, ki izhaja tega, kaj je Prerok Muhammad rekel, naredil ali tiho odobril. In seveda ta socialna deprivilegiranost preroka je močno vplivala na to, da je islam izjemno socialno močna religija, v marsičem na podlagi svoje skupnostne narave blizu tudi katolicizmu. Torej, moja teza je, da sta islam in katolicizem, da si glede socialne komponente bliže med sabo, kot sta protestantizmu. Torej, da je protestantizem, kljub temu, da je ena od krščanskih smeri bolj udaljen socialno od katolicizma in islama. Vete, Arabski polotok je v glavnem puščava. In v tej puščavi so po oazah živela plemena, katerih prva služba je bila trgovina. Oni so preprosto trgovali s svojimi karavanami, so šli na jug, v ta večja pristanišča in potem poskrbovali z dobrinami, ki so z ladjami prišli do pristanišč, so potem peljali s karavanami proti severovzhodu, proti Perziji, in proti severozahodu, proti Bizancu. In seveda, te plemena so bila pravzaprav vse čas nekoliko v vojnah druga z drugim, zato ker je teh trgovskih poti vedno primanjkovalo. Se mi zdi, da je to ena razsežnost, ki jo je tudi treba upoštevati. In seveda, ker so bila v vojnah, je bila pomembnejši spol teh plemenih moški. Zato si pogosto dogajalo, da so deklice, če so se rodile, preprosto pustili, da so umrle v puščavi, izpostavljali so jih, zato ker so jih dejansko potrebovali samo za, recimo, reprodukcijo, pa tiste osnovne funkcije, ki so jih opravljale znotraj klanov oziroma plemen, družin. Pomembnejši so bili pa dečki, zato ker so bili bodisi trgovci, bodisi pa vojaki. Sklepim, da ste se poglabljali tudi v samo družino, recimo, ki je Mohamed odraščal. Kako izgledala takrat družina v tem okolju? Dejansko svoje družine Mohamed pravzaprav ni imel dolgo časa. Že prej smo omenili tudi izpostavljanje deklic. Vloga žene je bila skrajno podrejena, predvsem je bila zelo pomembna avtoriteta očeta. Vzgoja otrok je šla zelo v smer avtoritarne vzgoje. Verjetno je tudi še pred islamo bilo tako razdeljena vloga, da so deklice v glavnem vzgajale matore, potem pa so dečke očetje.